Danes smo predali 353 podpisov pobude za razpis referenduma. Zdaj smo v postopku, kateri bomo pred postopkom, ko bomo začeli zbirati še dodatne podporo za razpis referenduma na upravni enoti, kateri bo naše krajane pozvali, da pridejo podpreti prizadeva našega društva za ohranitev in še svojim podpisom na upravni enoti potrdijo, da bo dejansko referendum tudi razpisan. Potrebujemo nekje okoli 250 podpisov. Zdaj smo zaključili prvo fazo in prehajamo v drugo fazo postopka za razpis referenduma. Zdaj ta druga faza bo verjetno začetek njen je odvisen od župana. Ste z gospodom Kremžarjem že govorili kaj o morebitnem razpisu pobude? Ne, mi nismo z njim govorili. Mi smo danes predali zadevo, po 7 dneh bomo skušali z njimi kontaktirati, tako da se potem v skladu z formalnim postopkom začnejo nadalje izvajati aktivnosti za razpis referenduma. Zdaj za medije ste že izjavljali nekaj skepse okoli županove odločitve? Veste, kako je, če človek razmišlja induktivno na podlagi izkušenj, sklepa, da bodo težave. Če so težave bile vedno pred predhodnih postopkih naših prizadevanjih za zaščito gozda, sklepamo, da bo podobno tudi prihodnje. To ima malo skepse, da bodo težave, ampak hkrati nam pa vliva optimizem široka podpora krajanov. To pomeni, da je kar 50% več krajanov podprlo kot po našem zbiranju podpisov decembru. Hkrati pa tudi je 3000 podpisnikov na internetu, tako da to neko upanje vliva, da bo nam uspelo, smo prepričani, da nam bo. Seveda bomo pa tisti, kateri nasprotuje našim aktivnosti, skušali to preprečati. In žal med njimi je tudi župan in občina. Napovedujete neke akcije okoli tega, kako bi mobilizirali ljudi, da pridejo na upravno enoto. Kaj imate v mislih? Krajani mora biti seznanjeni s problemom in s posledicami, kaj se bo zgodilo, vkolikor se gozd poseče. Kakšne so posledice? To se nam zdi bistveno in vse akcije bodo usmerjene v smer informiranja, tako da bo delo na terenu, tudi ostale prireditve, kako bi rekel, srečanja bomo organizirali, da bomo seznanili ljudje, osvestili ljudje, da je potrebna podpora čim večjega števila krajanov za zaščito gozda. Se nam zdi to zelo pomembno, da ne delamo samo za zidovi, ampak da delamo na terenu med ljudmi. Če ne pride do referenduma, če ne bo 250 podpisnikov na upravni enoti, kaj potem? Mi mislimo, da bo. Torej, če vi zdaj predvidevate, da bo, kaj pa če referendum vseeno pade, da ne bo zadosti volivcev se izjasnilo proti OPPN-ju? Potem edino upanje, da gozd ostane, so državne institucije, državne organe, ki morajo uvideti, da je občina grobo krši številne zakone in da svojim ukrepom prepreči poseko gozda. Kaj se stranišče tiče našega društva na terenu, potem res smo storili vse, da preprečimo, da osvestimo ljudi, če pademo, potem ni več te možnosti. Edina možnost je, da nam nekako podporo nameni država. Kako kaže? Postopki potečajo, imamo neformalne informacije, da je na inšpekcijskih službah še zadeva, ampak nimamo nič konkretnih informacij, vemo pa, da se počasi zadeve premikajo. Poslansko vprašanje je vložil že poslanec Zares, Franci Kek, potem poslanec SNS, Slovenske nacionalne stranke, Sedel Majhenič. Ravno danes pa je SD dal izjavo, da bo v prihodnjih dneh vložil poslansko vprašanje tudi Matevž Frangaš. Predvsem najpomembnejši današnji dokument je dokument, ki ga so podali vsi pobudniki, to je dokument kot pobuda za razpis referenduma. Drugi dokument, ki sem ga pa jaz osebno kot občinski svetnik dal, pa gre za pobudo za izgradnjo vrtca z igriščem na območju severnega dela naselja Miklavž. Stvar je zelo pomembna iz tega stališča, ker je v tem spornem OPPN-ju, o katerem bi naj bil referendum in v katerem bo seveda referendum tudi nam uspelo, je predvidena izgradnja vrtca, ker pa gre za nezakonito področje. Vrtce tam ne more biti. Poleg tega bi bili na razdalji 600 metrov bi bila 2 vrtca po tem predlogu občine. Naš predlog pa je, da se vrtec zgradi na severnem delu Miklavža, to je ob Ekartovi ulici, konkretno tam, kjer je občina dala
omogočila, da se poseka kar precejšnji del enega gozda, tam pa je danes svetišče s salonitnimi ploščami. Gre za stavbno zemljišče, katero se bi dalo lepo pozidati in na njem bi nastal vrtec. Poleg tega je pa rešil še ta problem, da bi družine, ki so večinoma mlade na severnem delu Miklavža, lahko otroke vozile na svoj del Miklavža in ne na del na jug, kjer je odročen glede na ljudi, ki hodijo v Maribor v službo.